Živijo, pozdrav iz glavnega štaba Digitali. 7 dolgih let smo slovenski uporabniki iPhonov trpeli za pomanjkanjem slovenske tipkovnice na telefonu. Želja se nam je izpolnila šele letos z novim sistemom iOS 8, no z njim pa je, hvala Bogu, prišla tudi možnost, ki je Apple prej ni dovolil in so se nam androidaši že dolgo smejali, da lahko končno na telefon inštaliramo tudi tipkovnice neodvisnih razvijalcev. Eno tako, imenuje se Flexi, bom danes inštaliral na iPhone in na tegale Galaxy Note. Flexi tipkovnica se inštalira. Medtem, ko čakamo, pa dajmo poiskati še Flexi za Androida. Play Store, Flexi Keyboard. Hočemo kupiti? Hočemo zastonjsko. Dajmo zastonjsko. Installing. I'm Flexi and I will help you. Prosim, daj. Aha, to so zdaj navodila. Namesto presledka samo desno potegnem. Ali pa pritisnem. Dobro, ok. Levo zabrisati. Aha, če se znebim tega takole. Žek, žek. Zanimivo. Aha, to so pa še teme za doplačilom. Dobar. Tale bo v redu. Tutorial languages. Angleščina. Slovenščina. Ja, sem se bal, da bo za doplačilo, pa ni. Dajmo slovenščino naložiti. No, pa poskusimo poslati en message z novo tipkovnico, komu še ne vemo. Sporočilo pa se bo glasilo: Dober dan, prijatelj, kako si, kaj? Tipkal bom hitro, tako bolj na približno, da vidim, kako je natančen in kako me bo kaj tipkovnica popravila. Pa kar začnemo. Dober dan, vejca, prijatelj. Tlele sem se orang zmotil. Da vidim, kaj se bo zgodilo ob pritisku na presledek. Uganuje! Dober dan, prijatelj! Mater je pametna tipkovnica. Čakaj, zdaj sem dal presledek preveč, ker rabimo še vejco. Dober dan, prijatelj! Presledek je že ponujen, fino, nazaj. Kako si, kaj? In še na koncu, tole je kritično vprašanje. Lej, brez napake. Dober dan, prijatelj, kako si, kaj? O, madonca, bolj uporabno, kot bi si človek na prvi pogled mislil. Super.